jaz začel pri aktualnih temah, to se pravi pri potencialnem referendumu. Jaz bi tudi v svojem imenu pozval vse policijske sindikate, da te pobude, oziroma to pobudo za zbiranje podpisov umaknejo. Jaz moram tukaj povedati, da smo se ravno tako kot se minister za notranje zadeve, tudi jaz, sestali z sindikati predstavnikov vojakov. Kot veste, so razmere v plačnih razmerih tudi pri vojski približno take kot v policiji. Očitno je vojaški sindikat oziroma vojaški sindikat razumel sporočilo vlade oziroma resno situacijo države mnogo bolj resno kot policijski. Jaz upam, da kakšnih takih pobud strani vojakov ne bo, saj tako mi je bilo na neformalnih razgovorih zagotovljeno. Zato verjamem, da bi tudi policijski sindikati, glede na to, da je število teh približno tako, kot je število vojakov, morali razumeti, da država ne more postati talec samo enega ali dveh sindikatov. Jaz bi rekel mnogokrat povsem neupravičeno. Verjamem pa, da so današnji dan lahko izkoristili tako pogajalci vlade kot seveda sindikati policije in ta dan izkoristili za to, da se zadeva vendarle odvije v pravo smer. Besedo dve mogoče o sami ekonomsko-finančni situaciji v državi. Verjamem, da ste si novinarji pogledali poročilo, ki ga je na vladi in državnem zboru predstavil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Zadeva je iz teh številk popolnoma jasna. Slovenija na vseh lestvicah evropskih primerljivosti pada. Ta padec je v zadnjih 3-4 letih bil tudi za po več 10 mest in zadeva, kar se tiče javnofinančnega primanjkljaja in pa seveda same gospodarske rasti, je izjemno resna. Zato mislim, da je to, kar je storila vlada, dejansko skrajni ukrep, ki bo še zaustavil padanje oziroma pot Slovenije na grško stopnjo. Tudi sam kot obrambni minister sem v teh mesecih, prvih 3 mesecih delovanja na ministrstvu posebno pozornost usmeril v samo stroškovno učinkovitost ministrstva. Kot veste, se je na ministrstvu v zadnjih 3 letih proračun ministrstva zmanjšal za več kot 250 milijonov evrov. Jaz moram seveda z zaskrbljenostjo ugotoviti, da se tudi v letošnjem proračunu ta znesek vrti okoli 100 milijonov evrov, torej izgubili smo tudi v letošnjem letu več kot 100 milijonov evrov, točno 103 milijone evra. Vendar sem prepričan, da bomo z prerazporeditvami, z določenimi racionalizacijami, predvsem pa z odnosom zaposlenih, tudi ta znesek lahko v letošnjem letu skompenzirali in zadeve pripeljali kolikor toliko uspešno do konca. Izpostavil bi par stvari, ki smo jih na ministrstvu v teh 3 mesecih naredili. Že takoj po mojem prihodu sem pozval vse ponudnike po obstoječih pogodbah, torej to so pogodbe, ki so že bile podpisane, da glede na javno finančno stanje in seveda na zmanjšanje proračun, ki nam neminovno sledi, znižajo svoje pogodbene vrednosti. Moram povedati, da je bil odziv relativno dober. Moj poziv seveda se je glasil na znižanje pogodbenih vrednosti na višino 15%. Jasno je, da vsi svojih pogodbenih obveznosti oziroma pogodbenih zneskov niso znižali za 15%. V glavnem pa se te zneski vrtijo tam nekje okrog 10%. Jaz moram povedati, da so se v glavnem kar v procentualnem znesku tam okrog 60% pogodbeniki odzvali. In lahko z veseljem povem, da je prihranek vsaj iz naslova obstoječih pogodb dosegel višino skoraj 3 milijone evrov. To je znesek, ki seveda je mogoče v kompletnem proračunu ministrstva majhen, a vendarle to je skoraj procent našega proračuna. Druga poteza, ki smo jo povlekli, je bila ta, da smo se odločili, da bomo vse javne razpise, ki so večji od 20 tisoč oziroma za nekatere stvarite 50 tisoč evrov objavljali na portalu, torej ni več zaprtih javnih naročil, ni več tega, da bi nekoga neposredno pozivali na oddajo ponudbe, ampak imajo vsi potencialni ponudniki možnost pogledati, kaj Ministrstvo za obrambo razpisuje. Res bo teh razpisov letos manj, vendar mislim, da bo s tem tudi trg oziroma potencialne cene lahko dosegle nižjo vrednost, glede na to, da bomo te vrednosti oziroma te razpise razporedili na večjo množico ponudnikov. Izpostavim mogoče še eno stvar. Začeli smo intenzivne pogovore z lokalnimi skupnostmi. Kot veste, so lokalne skupnosti v preteklih letih imele kar nekaj odprtih problemov s Ministrstvom za obrambo. Tukaj se problemi pretežno nanašajo na zagotovitve prostorov, menjave zemljišč,
dodelitev prostih oziroma stanovanj, ki jih ministrstvo ne rabi. Ves ta nabor smo v ministrstvu v teh 3 mesecih upravili, saj s tistimi najbolj glasnimi oziroma najbolj željnimi rešitve, bomo pa v naslednjih mesecih upravili tudi pregled vseh ostalih možnosti, ki bi jih Ministrstvo za obrambo lahko z lokalnimi skupnostmi rešilo. Mislim, da je prav, da se zavedamo, da seveda država ni samo država, ampak gre ta nivo države pravzaprav do zadnje lokalne skupnosti in moje osebno mnenje je tako, da je pravzaprav prav, da pomagamo lokalnim skupnostim, ukolikor je nekaj državnega premoženja, da se skozi menjave, skozi dodelitve tega državnega premoženja rešujejo stvari tudi na lokalni ravni. Mogoče še beseda o 2 naših najpomembnejših segmentih. Seveda prvi je Slovenska vojska. Kot veste, smo v teh 3 mesecih imenovali novega načelnika generalštaba. Načelnik ima nalogo, da do konca tega leta spelje oziroma spremeni formacijske strukture Slovenske vojske. Gre seveda iskanje rešitev v 2 smerih. Prvič v smeri, da bodo naši slovenski vojaki zaposleni oziroma svoje delo upravljali bliže svojemu domu. Mislim, da je to zelo pomembno, ne samo zaradi prevoznih stroškov, ki jih velikokrat izpostavljamo, predvsem pa zaradi psihofizične kondicije, kajti po moji oceni nesprejemljivo, da se ljudje vozijo po 2 oziroma nekateri tudi po 4 ure iz dela. Drug segment teh sprememb formacije pa seveda v tem, da moramo Slovensko vojsko po mojem narediti dosti bolj vitko, gibčno, modernim vojskam primerno, torej ne gre več za neke klasične formacije, težke artilerije, tankovskih divizij in podobno, ampak gre bolj za specialno delovanje vojska po svetu in taka mora biti tudi Slovenska vojska. Jaz računam, da bomo ta segment formacije, kakor tudi seveda, ukolikor bojo poslanske skupine opozicije in koalicije za to v letošnjem letu tudi začeli z prenovo zakona o obrambi. Drug segment, ki je na našem ministrstvu izjemno pomemben, je pa seveda uprava za zaščito in reševanje. To je segment, ki v mirnodobnem stanju in seveda tudi v kakšnih izrednih razmerah vojnega stanja skrbi za to, da je vsaj v večji meri slovensko prebivalstvo zaščiteno, tako naše premoženje, življenje, živali in podobne stvari. Na tem segmentu moram povedati, da bodo glede na to, da so bili zneski prihrankov v preteklih letih že kar precejšnji, znižanja donacij, se pravi sofinanciranja raznoraznim gasilskim društvom, reševalcem in tako nekaj nižja, kar pomeni, da bi v večji meri lahko zagotovili nadaljnjo opremljanje, usposabljanje in pa seveda tekočo dejavnost vsem tem reševalcem, gorskim, podvodnim, jamerskim, gasilcem in vsem tistim, ki v mirnodobnem stanju skrbijo za potrebe državljanov Republike Slovenije. In pa mogoče še povsem na koncu, Zakon o uravnoteženju javnih financ je seveda prizadel tudi naše ministrstvo, pod narekovaji prizadel govorim. Jaz moram jasno povedati, da sem se vedno zavzemal za to, da bodo tisti ljudje, ki izpolnjujejo pogoje za penzijo, v penzijo tudi odidejo. Rad bi jasno povedal, da v Slovenski vojski oziroma za vse tiste zaposlene v Slovenski vojski že kar nekaj let velja zakon, da ko izpolnijo te pogoje, morajo vojsko zapustiti. To pomeni, da ljudje, ki dosežejo pogoje za upokojitev, ne morejo več delati v Slovenski vojski, lahko pa seveda delajo kjerkoli drugje, se pravi, lahko si najdejo delo drugje. In enak princip mislim, da je prav, da je vlada zavzela tudi za javne uslužbence, torej ideja je taka, tisti ljudje oziroma tisti javni uslužbenci, ki dosežejo starostne oziroma upokojitvene pogoje, naj ne delajo več v javni upravi, seveda pa to ne pomeni, da se morajo upokojiti, lahko se najdejo službo drugje in jaz verjamem, da kolikor so te ljudje sposobni, bom rekel fizično in pa miselno seveda še povsem dovolj aktivni, bodo take zaposlitve lahko dobili, ukolikor pa ne, pa mislim, da je veliko bolj modro in prav, da se upokojijo, kajti mislim, da je prav, da javna oziroma državna uprava ne postane zatočišče nekaterih, ki pač tam sedijo in čakajo na neke druge boljše priložnosti.